Tako, mi da smo na Maldivih, vezala gumenjak, prvič za naju na Maldivih, bila so že ful živali, skate, želve, delfine in kup rib, tako da je kar živali. Evo, Natalija čaka tam v senčki, se gre pa najprej tle malo sprehoditi, pa bomo pa naprej videla, kako pa kaj. Kakšni so prvi občutki? V redu. Ja? Bo za preživeti. Maldivi, seveda. Evo ti, Uligan, Maldivi. Great Maldivian barbecue. Iz ene strani otoka se vidi na drugo stran otoka. Pa evo proti severu. Pa sva prišla na eno od plaž. Šla sva točno tle k Timi, jih v soncu se ne vidi. Oh. No, povej, kaj imaš. To je betel nut. Betel nut? Yeah. And this is like mint taste? We don't know the ingredients, Yeah? but we use it. It's very common in India. It comes from Yeah? India. It's very like the mint taste. It's good. It's good combination. Tukaj, kaj Ja. poješ? Ja, tu grizneš pa tu poližeš. Ne bom zdaj. V redu. Kaj je močno, Okay. omamno. Današnje jutro so začela malo drugače, da delava že vodo, pol imava pa plane, da se greva potapljati, že zdaj se greva, da sem snorkati, ne potapljati. Tukaj imava že 10 metrov globine, ribe plavajo okoli, tako da upam, da bova kaj videla. Zdaj sem malo naredil pred maja, sem se pobril, ko pridem potem nazaj danes, se moram še postrišti. Sva imela pečena jajčka, kruh sva kupila na otoku, dala sva za en toast €1,50, kar je normalna cena, tako da ni pretirano. Nekaj malega sva zamenjala denarja lokalnega, zato da malo za pač te kruhi tiskati pa te zadeve. Tako da zdaj kavica bila, da poskočil vmes med tem, ko dela watermaker, okoli jadrnice malo pogledati. Pa videla, kako bo naprej čez dan. Ravno kar so za nama 100 metrov, 50 do 100 metrov za nama, ne dalje stran, plavali delfini. Sem hotel sicer z njimi, ampak mi ni uspelo. V glavno, kaj počnem, evo, na eni lepi lokaciji sva, še vedno. Jaz pa se ukvarjam z vinčem. Zdaj sem ga odšrafal,
kome se premika, se pravi, da ni elektrika problem, ampak je verjetno krtačke ali pa vidim, tle so neki belo, ali pa so slabi kontakti teh žic. Tako da zdaj prvo, kar lahko storim, zdaj odšraufam, če bom lahko tale dva vijaka losov, potem ga pa ta pokrov dol, noter je pa potem elektromotor. Če mi bo to uspelo, pa bom lahko kaj videl. V glavno, ja, ukvarjam se s temi rečmi, namesto da bi plaval. Hvala. Asistent, podaj mi največji izvijač. Ratalo. Kome. Dušo sem spustil skaj. Pa skupnimi močmi nama je uspelo. Da se mojem vijak odvidi, čakaj, kje si prišel. Rezultata. Evo, zdaj bo nazaj sestavljam. Tole je rotor, ki se vrti. V bistvu tole so 4 krtačke. In te krtačke, 2 so bile bolj tako na eni poziciji noter, se niso premaknile. Zato, ker je bil tukaj en kabel držal. Glavno je, zdaj to lepo laufa, jaz upam, da bo v redu. Kot vidite, so tudi kakšen centi dolge, se pravi, da niso toliko obrabljene, tako da bi to moglo biti. Tako da upam, da je bilo samo težava malo zaradi teh krtačk. Tudi ni črno, je kot čisto, se pravi, kot novo, se pravi, ne bi smelo. Zdaj, če še zdaj ne bo pomagalo, potem je pa lahko edino samo še elektrika, se pravi, ki je slabi kontakti teh kablov. Tako da najprej moram to zdaj zmontirati nazaj, sprobava in bo takoj videla načinstva. Upam, da tole čim prej urediva, ker malo potem toliko dela mora iti pod vodo. Uspelo mi je dela dobro, se pravi, da so bile tiste krtačke malo, so se malo zaskočile, problem. Ampak rešeno, zdaj pa tole še pospravi. Natalija kuha, potem pa dingi in greva nekam tavati. Malo na obalo. Končno. Evo, medva malo kosilo, zraven najo pa še domačini pozdravljajo. Se zabavajo ali vlečejo? Ne vem, 2 vrvi imajo noter, skočila sta 2 v vodo in zdaj šlepa, ne vem, kaj delajo. Dvomim. Evo na krajšo ekspedicijo. Moral sem gledati, da ne bo kakšno plitvino zapeljala med korale, ki se na hitro dvigne. Kar črn oblak je bil, rib na kupu. Zdaj so se pa medva prišla, ja, tudi motno zato ratalo, ko so zaplavali hitro.
zapravite na tole pico. Gremo s temi domačini na spare fishing malo, oziroma malo gremo okolj. Pica, kava, pomeda skuhala z Nataljo, zdaj gremo pa okolj. Pa še obiske dobiva sosedne jadrnice. To je drugač najin agent Asad. On nama je uredil vse formalnosti, pa nama zdaj ureja še naprej. Pica je malo pekoča, pikantna, ampak dobra. Tu pa njegov pomočnik še. Natalja, živa. Coffee is good, sir? Still hot. Pa letimo, paše nekaj malo piha. Mene danes sonce vžgalo, tako paše, ker je malo piha. Tu je zdaj nek soseden otok. In zdaj gremo tle v vodo nekaj. Nekaj rib smo pa nalovili, ne vem, sem celo jaz, tiste bolj rumene. Ja pa počas čas, da gremo nazaj na jadrnico. Ja, še malo pice je ostalo. Počasa smo bili v vodi, 2 uri. Dolgo. Jaz sem kar žulje po prstih. Tako da danes bom spal kot dojenček. Cel dan se pripravljam glavo, da se bom postrigel, pa mi še ni uspelo, tako da jutri bomo mogli odpoti očitno. Letimo ko zmešani. Jadrava skozi atol, izhod. Evo, tukaj je še sandbank, ki je zdaj približno 40 metrov globine, potem pa ful globina pade, tako da ni se zabiti, da bi kam nasedla. Greva 16 mil, malo še greva v naslednji atol, do enega sidrišča, do enega otoka, tam bova danes prespala. Jutri pa potem nadaljujeva naprej proti Male. Mogoče bo cel dan ostala na tem otoku, se bom potapljala, pa malo snorkala, malo šla na otok. Potem pa jutri zvečer šele odrineva naprej, tako da bo eno nočno žgala. Glede na to, da je kar malo za preplul dol, tukaj smo namenjena približno 100 mil, to je približno skoraj 200 km, tako da eno nočno, če užgava, koliko jih prav. Evo, vetrček je, tale vetrni generator vrti, slovenska zastava, tudi je vse po pravilih.
Danes so zaplula zjutraj dopoldne, no, iz atola ven. Malo ugoden veter zdaj in plujeva izven atola proti glavnemu mestu Male. Pred nama je kar nekaj milj, tako da bomo cel dan jadrala in celo noč. Bomo pa videla, do kje bomo prišla. Tukaj so blizu točki, ima tudi internetni signal, lahko malo iščejo informacije, kako pa kaj. Drugače je pa vetra tam približno malo manj kot 20 vozlov, zato ker lepo hitro kljub nasprotnemu toku jadrava. Je pa zdaj približno 6 vozlov. Tukaj sem danes po noči spal, sva jadrala. Zdaj pa še ne 30 milj do prvega atola, pa greva pa not v zavetje. So spremenila smer, greva kar direkt proti atolu. Šla en vhod noter, ker po noči tle ful pihalo, pa so valovi. Italija se bih počutil najboljši. Zdaj na to, da so 2-metrski valovi, še tako se verjetno tega ne vidi. Še zdaj gremo z njimi, ampak malo je 10 milj do vhoda v atol, pa bomo pa noter po atolu jadrala naprej. Pa mogla biti bolj previdna, zaradi pihlin, čeri, ampak to že. Midva greva zdaj v prehod noter v atol, tukaj se valovi razbijajo tle na teh čereh. Na tej strani tudi, evo, tukaj je še resort. Takole zgleda, če te vrže v tole, ni pomoči. Imamo na avionih karte, ki spet niso natančne, ampak dobro, vsaj približno malo. Drugače pa dobro, da imamo tle internet, tako da imamo Google Maps, satelitske slike, tako da bomo videla, kje so te grebeni plitvine, da ne bo kakšno zadeva. Drugače imam pa zdajle jadrava, greva 7 vozlov, samo na tole Genova. Imam pa tudi požgan motor. Če bi slučajno rabil, recimo kam hitro odviti ali pa karkoli, sem zvijen Genova pa greva. Drugače pa zdaj, ko prideva noter, lepo nastavova Genova, bova se na Genova jadrala, je čez dosti hitro, če je teh 6 vozlov. Tukaj greva, bova videla, ali bova šla do sidrišča, enega tle prenemo v točku, ali pa bova šla kar do glavnega mesta Male, pa bomo tam sidrala danes. Jadrala so v Male, tukaj je glavno mesto Maldivov, evo tu eno jadrnico šlepajo, vlečejo. Kar piha, tako da greva lepo samo na Genovo, lepo med 5 in 6 vozlov skozi. Prej, ko so šla not v atol, so zaprla glavno jadro in je bilo pol dovolj, samo Genova. Zdaj greva pa tamle nekje, ko so te stolpence noter, kjer bova sidrala in to je to. Danes je toliko vetra, da lahko kar noter v jadrava, prijadrava.
polno tukaj plovil. Ampak zdaj najdete en prostor, tukaj je polno nekih boj, ki je bolj sploh lahko sidrala. Grejo še tle malo naprej, ker vem, da se vidim hvajse, da so tam naprej jadrnice. Zasidrana. Zdaj dava pa gumenjak noter, da bo šla potem na obalo. Pač pa ful piha. Dež nevihte danes, bolj tako vreme. Tu pa gradijo tele stavbe še, pa še niso zgrajene. Tukaj so avioni, pista, vzletajo, pristajajo, to so te, ki še na vodi, hidro avioni. Taka luka, no, nič kaj preveč lepa, ampak dobro bo za eno noč, bo super. Gumenjak vezan, tim je tamle na sidru, tale ribe lovijo. Zdaj ga pa me pa tale malo okoli pogledati, da vidimo, kaj je za vide tukaj na Maldivih, v glavnem mestu. Tole pa ni ravno turistični del Maldivov. Tukaj imajo mošejo, zdaj je to kot nek stanovanjski predel, bloki. Poglej, kaj plava tle v vodi. Eagle Ray. Malo se sprehajava, raziskujeva, tole je trajektni terminal. Drugače imajo pa tle kar nekaj takih striktnih pravil. Recimo po 10 uri zvečer se ne smeš več z dingjem voziti. Pa tle smo zdaj pogledali, ob 7 zvečer je zadnji trajekt, pa je pa konc, ni tle glih nekega nočnega življenja. To je lepa tržnica.